človek tisti, ki odreagira, prevzame prijatelja ali ga ne. Ti nekako iščeš te vzorce v samem omrežju in jih potem apliciraš naprej, ampak kje pa je tukaj neka povezava, neka meja? Meja sploh je? Ja, se pravi, če sem prav razumel vprašanje, vprašanje je, koliko se da ljudi napovedovati, do kakšnega nivoja. In v resnici, jaz mislim, da tega ne vemo, oziroma je tudi vprašanje, na kakšnem nivoju hočemo stvari napovedovati. Ali hočemo na nivoju posameznika, ali hočemo na malo bolj makro nivoju. Bolj, ko gremo na makro nivo, bolj se da stvari videti. Drugo je tudi to, kar sem hotel prej pokazati, je to, da smo v 8 letih dobili teleskop za 6 velikostnih razredov bolj natančno ali pa bolj na veliko gleda stvari, tako da tudi sami ne vemo, recimo, koliko se da stvari naprej pritisati, ampak da se, recimo, vse, tako rekoč vse, kar se danes na internetu dogaja, je na nek način vodeno ali pa, kako bi temu rekel, je produkt neke analize podatkov. Se pravi, vsi oglasi, ki se vam servirajo, je zadnji zelo velike ene mašinerije, ki preučuje vaše navade in vam servirate prave oglase. Ne vem, če ste kdaj šli, ne vem, jaz sem kupoval kavč in potem so me oglasi za kavč 3 tedne še sledili. Kamorkoli sem šel, je bil oglas za kavč. Pač ampak, kaj hočem reči je to, da se da zelo veliko pogledati ali pa videti iz akcij uporabnikov. Recimo Google danes je toliko pameten, da ko ugotovi, da nima dobrega oglasa za tisto vašo poizvedbo, vam oglasa niti ne bo pokazal. Kar na en način lahko reče, načeloma je to malo neintuitivno, zato ker bi človek mislil, če imaš oglasni prostor, zakaj ga ne izkoristiš? Ampak po drugi strani pa je pa ta stvar, če ti pokaže nerelevanten oglas, potem naslednjič, ko boš šel na tisto stran, ne boš tja več pogledal. In se izkaže, da je boljš ne pokazati, če ni super relevantno za tisto, kar vas trenutno zanima. Se pravi, Google ima dovolj podatkov, da se da to zmeriti in da so do tega prišli. Čeprav je recimo malo neintuitivno, zakaj bi oglasen prostor puščali prazen, pa ga ne zapilali zvečer. No, ampak čeprav razumem nekako, socialna omrežja nas potem ljudi usmerjajo v neko smer, nekako jih nas delajo, mogoče napačna beseda, ampak kljub vsemu, torej idiote, da dejansko tisto, kar nam na podlagi preteklega ravnanja nam zdaj nekako servira. Ampak ravno dodana vrednost medijev, pisanih medijev pa je seveda, ali pa tudi tiskanih in pa tudi elektronskih, da pa te nekako pelje in ti daje neko širino. Kje pa je sedaj to? Ne vem, ko časopis bereš, vidiš tudi, čeprav nisi kulturnik, ali pa te ne zanima kulturna stran, pa jo pogledaš, ali pa, ne vem, oglase za službo. Skratka, da se nam ravno zaradi tega, sicer umetne inteligence, nekako ne oža ta fokus, ki ga pa človek vsekakor mora imeti. To je dobra poanta. Ne vem, kako ne rečem, se pravi, dobra priporočila so tudi taka, ki imajo neko raznolikost v sebi. To se pač spet da eksplicitno modelirati in to fantje modelirajo. Tako da, ja, priporočila nam stvari sugerirajo, ker so nam stvari sugerirane, nam je življenje načeloma lažje, ampak to tudi pomeni, da nas nekako v neke kanale dajejo. Ampak, kakorkoli, na koncu te stvari zreducirajo do nekih metrik, ki se jih da optimizirati. Se pravi, optimizira se, a boste nekaj kliknili ali ne. In zdaj stvari se da optimizirati, ne vem, za naslednjih par minut ali pa za naslednje leto. In je dobro vprašanje, kaj se zgodi s temi priporočili, pa koliko nas to nekako omejuje v končni fazi. Ampak se da stvari narediti tako, da so lepe. Še zadnje vprašanje, mogoče vidim iz prijav prijetih, da so seveda ste gosti iz različnih področji. Kako veliko pa je, mora biti omrežje, da ga je smiselno poročevati, mora biti. Jaz sem razumel, čim večje, da je ta teleskop čim večji, čim širši, ampak kje pa je tista neka mogoče minimalna vrednost ali pa velikost vzorca, da je smiselno, da že vidiš neke, bom rekel, slikce, neke vzorce? Recimo, se pravi, omrežja se proučujejo na zelo, bi rekel, različnih velikostnih razredih. Se pravi, tradicionalno je analiza socialnih omrežij, to je recimo stvar, ki se je začela 1880, so to prvič narisali, mislim, da grafika, ampak so to stvari na recimo 10 točkah,
mnogo ljudi je doktorirali z omrežja družin v Firencah, kako so se te družine med sabo poročale in kako je družina Medičejcev v tem omrežju najbolj centralna. Recimo ena druga stvar, ki se izkaže iz te analize, ki sem jo jaz skazal s temi pozitivnimi in pa negativnimi povezavami, se da zelo lepo pojasniti začetek Prve svetovne vojne. Imamo se pravi 6 držav, Ruse, Francoze, Angleže, Avstro-Ogrsko, Nemčijo pa še nekoga in kako se ta zavezništva lepo med sabo prekladajo in na neki točki se ta zavezništva na ta način naredijo, da sta dve koaliciji, ki so med sabo samo sovražniki in to se zgodi ravno takrat, ko svetovna vojna eksplodira, se pravi prva. Kar hočem s tem povedati je, da se da zelo lepe stvari videti že na majhnih omrežjih, kar pa nas zanima, so pa pač recimo velika omrežja, kjer se lahko stvari lotimo statistično. To se pa lepe stvari se pa začnejo dogajati tam pa 10 000 ljudeh, recimo se da stvari lepo videti. Se tudi izkaže, da se struktura teh grafov zelo spremeni, ko se te grafi nekako večajo, zelo druge lastnosti imajo, da tako rečem. To je zdaj malo tako megleno, tako se vidi. Publika, spoštovani, torej, the floor is yours. Skratka, izvolite. Ja, Marko, hvala za besedo. Meni je to zelo všeč. V bistvu, ali pa je taka 3 manjša vprašanja. Zdaj, najprej, obstajajo recimo kakšni alternativni modeli, kako bi mi lahko modelirali človeštvo, ne? Tukaj smo imeli najprej omrežja, verjetno so tukaj najbolj uspešna. Recimo večagentno modeliranje, ali lahko tudi smo približno uspešni s tem, pa so najbolj kakšne razlike med temi načini modeliranja. Drugo, zdaj, kad raziskujete Facebook, 800 milijonov ljudi, ne, me zanima, koliko ste pravzaprav natančno raziskali, kakšne strukture se tukaj noter so bile najdene, lahko tudi matematično. Pa je ta recimo proces raziskovanja približno končan, ali se še vedno da narediti. Pa tretja stvar, glede pri tekstih, se pravi, ko se gleda semantika tekstov, a to se recimo s kakšnimi naprednimi ontologijami najbrž? Ok, se pravi, gremo tudi za. Najprej za besedila. Izkaže se, da kakorkoli v končni fazi vsa ta semantika nekako ne dela. Se pravi, izkaže se, da besedilo se najlažje predstavi kot en tak dolg vektor, se pravi, dolgo zaporedje ničel pa enk, kjer ničla pomeni, da se tista beseda ni pojavila v dokumentu, pa enka pomeni, da se tista beseda pojavila v dokumentu. Se pravi, imamo vse možne besede, od A-ja do Z in zdaj samo začnem z ničlami in kjerkoli se mi beseda v dokumentu pojavila, tam postavim enko. In to je najbolj standardna ali pa predstavitev besedil, se pravi, ki zdaj ignorira stavke, ignorira odstavke, ignorira vrstni red, kako se beseda pojavljajo, ampak samo ta predstavitev, se pravi, s tem sparse vektorjem, ti da tam 90, te pripelje na 90-95% končnega uspeha. Tako da na koncu ljudje ne gledajo, kako so si besede med sabo podobne, pa v kakšnem odnosu so si to tako. Se pravi, bolj ne. To je prvo, se pravi, tretje. Drugo je bilo glede se pravi, analiz teh omrežij. Sej nekako vemo, kakšne so strukture, vsaj na makronivoju, v smislu, kako recimo verjetnost povezave pada z razdaljo, vemo, kako se nove povezave ustvarjajo skozi čas, vemo tudi, recimo, kateri uporabniki bodo zapustili omrežje, se pravi, z vidika Facebooka je zelo pomembno za njih, da znajo oceniti, kdo so ljudje, ki bodo mogoče zapustili njihovo omrežje, ali pa recimo, če imate zdaj omrežje telefonskih klicev, je najbolj pomembnih vprašanj tam je, kdo so tisti uporabniki, ki bodo šli, ne vem, z mobitela na SIM-mobil, oziroma oni, ki bodo šli v nasprotno smer, to se da tudi zelo lepo modelirati strukture. Tako da vprašanj je še ogromno. In tukaj sta nekako dve vrsti vprašanja. Ena so zelo taka tradicionalno sociološka vprašanja, ki se jih da zdaj recimo na večji količini podatkov preveriti, izboljšati, pa ta način. Druga stvar je pa čist uporabne zadeve, ki jih recimo podjetja ali pa operaterji teh omrežij rabijo. Se pravi, prej sem razlagal napovedovanje, kdo bojo vaši prijatelji, to je nekaj, kar Facebook rabi in so pripravljeni za to plačati. Napovedovati, kdo so ljudje, ki bodo zamenjali telefonskega operaterja, je tudi nekaj,
kar se na koncu pretopi v evre, pa v evre na mobitelu. Se pravi, to je pa druga plat tega. Se pravi, ena plat je znanstvena, načeloma, se pravi, načeloma, kako bi rekel, neuporabna znanost, medtem kot ta druga stvar je pa pač načeloma pač računalnikar z inženirsko kapo, narediti boljše sisteme. Okay. Pa še prvo. Prvo vprašanje je bilo pa v smislu modeliranja. In modeliranja v smislu predstavitve omrežij, pa modeliranja pač kot multi-agent systems. Jaz mislim, da je stvar v tem, da ima zelo velik smisel modelirati človeštvo kot omrežje. Zato, ker v končni fazi je vse, kar počnemo, so to neke interakcije z nekom. In zdaj, kar se izkaže, je to, da te interakcije pa te povezave zelo lepo merijo odvisnosti med ljudmi. Se pravi, če bi zdaj gledal ljudi kot neodvisne, bi bil to nekak graf brez povezav. Če bi gledal celo človeštvo kot eno soodvisno stvar, potem bi imel vse možne povezave v tem omrežju. Ampak gledati stvari pač skozi omrežje nekih interakcij, pa imam nekako raven tiste povezave, ki so dovolj pomembne, da nekako lahko napovedujem recimo obnašanje posameznika glede na obnašanje ljudmi, s katerimi je on povezan. Tako da, to je recimo en tak meta razlog, zakaj se stvari na ta način loteva. Pa tudi drug čist praktičen razlog je pa, da je najbolj naravna predstavitev teh, recimo temu človeških podatkov, neko tako omrežje interakcij, nekih odnosov med uporabniki. Zdaj, seveda ta omrežja ni nujno, da imajo samo en tip povezav ali pa en tip vozlišč. Se da stvari zelo lepo delati, da imamo različne tipe povezav, se pravi različne tipe interakcij, pa tudi različne tipe vozlišč. V smislu, vozlišča lahko predstavljajo ljudi, pa lahko predstavljajo tudi kakšne druge zadeve. Tako da tam se da tudi stvari lepo ven videti. Ne vem, če to... Jaz sem tudi kar tri. Začetek je ena malo lažja, vi pa vaši študenti igrate in online, ko vidim, da je slika vdati. To je za ogrevanje. Ka drugo, da bi dodal 7. člana prezraven, IBM-o ga Watsona. Prej ste rekli, da je v bistvu se gleda zelo tako surovo matematično, nič kaj povezave med besedami stavki razumevanje. Recimo, da Watson pa ima malo globje razumevanje. Bi on kaj doprinesel, če bi ga vzeli tipi zraven, ne? Tretje vprašanje je pa tako, vi ste z mislimi in z glav v Ameriki, verjetno malo srcem še tukaj v Evropi, v Sloveniji, kjer Evropa potrebuje kar veliko pomoči zdaj v teh težkih časih. Poznamo stvari, kot so kohezivni skladi, ki delajo tako, je pač naštimajo, je zadnji fond, potem se pa ljudje najdejo, zdaj so to podjetja, so občine, so regije, nekako bolj kot ne random skupaj. A bi se dali po tej mrežni recimo raziskavah mogoče priporočati, kdo pa najbolj spada skupaj, recimo, kjer občina, kjer podjetje, recimo, da bi mogoče malo bolj inteligentno pozvali stvari? To so torej dobra vprašanja. Ja, spet od zadnjih. Se pravi, to se zelo lepo dela. Se pravi, skupina na inštitutu Jožef Štefan, se pravi, laboratorij za umetno inteligenco, kjer sodelujem z njimi, pa sem tudi, kako bi rekel, njihov član, da temu tako rečem, so raven recimo za Evropsko komisijo delali analizo ne kohezijskih skladov, ampak se pravi Evropske znanstvene fundacije, se pravi financiranja znanosti. In s tem se je zelo lepo videli, da so Grki ena taka klika, ki se je ne da razbita. Zelo lepo se je videli, kakšni projekti pa kakšne omrežne strukture vodijo v uspešne projekte, pa kakšne strukture vodijo v manj uspešne projekte. Tako da se da stvari zelo lepo videti, ali pa zelo lepo probati sugerirati. Predvsem ideja tistega projekta tam je bila, da bi se Evropski komisiji pa evropskim officerjem dal neko orodje, da bi boljše razumeli, kam kanalizirajo denar, v kakšne skupine, kakšni efekti iz denarja, pa tako naprej. Recimo, mi smo za Ameriško znanstveno fundacijo
z njimi smo delali, pa skušali razumeti, recimo, kako se nove vede ali pa nove discipline, kako se ustvarjajo in kako se potem financiranje teh novih disciplin kako pride. Recimo, izkaže se, da bolj kaj veda nova, bolj nekako financiranje zaostaja za publiciranje. Kaj hočem reči je to, da se najprej, se pravi, naraven cikel bi bil, da najprej napišeš proposal, projekt, dobiš denar, narediš raziskavo, objaviš in to je to. Izkaže se, da recimo za mlade stvari je ravno obratno. Najprej narediš, objaviš, pa dobiš denar za tist. Ker prej ti noben ne verjame, da se to da. In jaz samem, recimo, sploh z ene, pač s starimi ljudmi kar težave, ker nekako se jim zdi, da to pa nava. In je pač zmeri treba imeti najprej narejen, pa reči, ne, mi tega še nismo, ampak gledajte, dela, a nam date denar. Pač, to, drugo, Watson, I guess, ja, pač tam dobro poznamo fante, ki so ga naredili, ti si bil zelo dober PR, zelo dober inženirski, ne, super, cela stvar je res veliko dobrega naredila, tudi za prepoznavnost računalništva in vsega, so pa zelo so se dobro lotili, zelo veliko enega človeškega znanja pa in človeških pravil je šlo tja noter in stvar je zelo dobro delala. En od debat je bil, da Watson ne ve, kje je Slovenija, tako da jaz ga zaradi tega ne srcem, pač raven tisto vprašanje, da se je najbolj severna država se je odcepila leta 1991, je šla v NATO v Evropo 2004 ali kako, pa tak, pa pač Watson tega ni vedel. Ne vem, kaj bo prvo vprašanje? Če igrate EVE. EVE online smo pa v dobri navezi s temi avtorji, se pravi, ta slikca tukaj zadnji je slikca enega virtualnega sveta, kjer skušajo na najboljši možen način nekako ustvariti neko tako navidezno, ampak realno ekonomijo. In potem so tukaj svetovi, ki med sabo tekmujejo, pa se spopadajo. Zakaj nas to zanima študirati? Zato, ker je to zelo lep peskovnik, da se lahko načeloma obnašaš kot en kreator sveta in začneš reči, a lahko vidim, kako lahko postavim pravila igre v tem svetu na ta način, da bo nekako svet organsko rastel in da ne bo nobenega, ki bo ta moja pravila, te zakone v tem svetu izkoriščal nekako za svoje dobro in da bo to dobro neproporcionalno delali tega igralca bogatega, kako bi rekel, pač uspešnega znotraj tega sistema. Tako da to nas načeloma zanima, se pravi, kako detektirati, da so pravila znotraj sistema ali pa znotraj igre slaba, da lahko jih nekdo izkorišča in zaradi tega dobi neko tako, recimo, ne-fair prednost. Tako da to je projekt, ki ga imamo. Drugače so pa to Islandci. Ja, Živa, mene pa zanima, s kakšno količino podatkov imamo tukaj opravka, čisto tako, recimo giga, tera, peta, ne vem, če lahko ta največja omrežja. Ja, na koncu so to tako terabajti. Zdaj, ideja je tudi v tem, da grafi so, se pravi, čisto z računskega vidika, so malo take zanimive strukture, ker moraš v resnici cel graf naenkrat držati v ramu, da lahko karkoli narediš. Tako da, se pravi, v moji skupini imamo računalnike, ki imajo pol tera spomina, se pravi, da se da celo stvar zelo pazljivo, pa zelo previdno naložiti v spomin in pol se dela s celo stvarjo v spominu. Zdaj, za te novice pa to se da pa zelo lepo delati na takih gručah računalnikov, kjer pač vsak računalnik ima eno podmnožico dokumentov, pa se pol na vrh uporablja nekaj, kar se reče Hadoop pa MapReduce, se pravi, kjer se da nekako vsak dokument v nekako izolacijo od vseh ostalih dokumentov lepo pogledati. Ampak načeloma, ja, vse, kar delamo je na koncu naredimo sami, pač kodo pišemo v C++, zato ker vse ostalo odpove, in vse je naše. Naše v smislu, da se pravi, razen compilerja za C nič drugega ni, kar nismo sami naredili. In to nas v resnici dela tudi zelo
zelo uspešni. Se pravi, da imamo zelo dobre fundamente, s katerih pa lahko pač žongliramo te terabajte podatkov, brez da bi pomežikli. Medtem ko ostali ali pa ostale skupine se jim pa tam ustav pri 10 000. Tako da to, da znamo stvari načeloma na koncu resno dobro narediti računsko, nam seveda omogoča, da lahko žongliramo stvari, ki drugi v njih sam sanjajo. Zdaj, v bistvu naslednje vprašanje, ki se na to navezujete prvo, glede na to, da imamo tukaj iz Tera upravka, a to poteka čist online, torej v real time, ali to čist offline, ali nekaj vmes? Zdaj recimo za Facebook, zdaj če jaz dodam tri nove prijatelje, ali bo to zdaj pač takoj delali? Oziroma to na Facebooku ste vi delali, ali pač imajo oni čist posebej, pa vi delate raziskovalno posebej na Stanfordu? Se pravi, to je dobro vprašanje. Se pravi, vse stvari, ki sem jih jaz zdaj kazal, so nekako offline, kar to pomeni, da so nekako zgodovinske. Se pravi, da zverjamo podatke do danes, pa predstavimo čas do pol leta nazaj, pa se delamo, da ne vidimo te prihodnosti, pa vidimo, koliko, ne vem, na podlagi prvega pol leta napovemo, kaj se bo zgodilo drugega pol leta, čeprav se tega drugega pol leta se v resnici že zgodi. Tako da vse to, se pravi, vse te analize so načeloma retrospektivne, da tako rečemo. Zdaj, kar pa, recimo, ne vem, konkretno sodelovanje s Facebookom je pa potekalo tako, da je bilo pač tam par inženirjev in smo nekako usporedno vozili, se pravi, odkrivajoče znanstveno pot, pa se pravi stvari, ki so bile uporabne, so potem šle v njihov sistem, ki pa zdaj res bolj ali manj v realnem času ali pa enkrat na dan zgenerira seznam 1000 najbolj, kako bi rekel, najbolj primernih uporabnikov, ki se priporočajo tebi, pa vsakič, ko greš na stran, se pa zdaj teh 1000 prerangira v tistem času, ko se zrenderira seznam. Se pravi, tam nekje vmes. Se pravi, velike stvari se računajo z neko daljšo frekvenco ali pa z manj pogosto, medtem ko ene stvari se pa delajo čist v realnem času. Zdaj, druga stvar, ki se tudi zelo veliko dela, so pa čist taki eksperimenti. Se pravi, da načeloma, da uporabnika razdeliš v dve skupini, ali pa vzameš 0,5% ali pa desetinko procenta uporabnikov in eni vidijo nekaj, drugi vidijo drugo. In pa lahko res meriš efekte, kaj se dogaja. Tako da to se pa zelo veliko dela in na Facebooku in na vseh ostalih websitih. Se pravi, da se aktivno podane eksperimente na majhnem procentu uporabnikov, ampak